Emanuela, tokrat lepo pozdravljena. Hvala, ker ste si v teh prazničnih dneh vzela čas za druženje z nami. Pa mi za začetek povejte, kaj vama pomenijo prazniki, predvsem Božič. Kot majhna, takrat smo praznovali Božič s starši, z družino. Zdaj z mojim pa nič kaj veliko. Če imaš otroke, pol je to obvezna dejavnost. Torej nismo že okrasili drevesce že en mesec nazaj, sveti pri nas doma. Tako da, mislim, vzdržujemo te bleščeče momente, da jih je čim več v našem življenju. Tudi, kar ni Božič, no. Pa verjamete v božične čudeže? Jaz ne, ampak čudež je nekaj drugega, to, kar ljudje pozabljajo. Ljudje rabijo te svetleče momente pa znižanja v trgovinah, pa to je za njih čudež, ampak čudež, da smo tle, pa da obstajamo, pa da je vsak trenutek dragocen, to je čudež. Verjetno veste, zakaj vaju izzivam. Nedavno ste izdala singel z naslovom Čudež. Nam zaupate, o čem pesem govori? Če glede na to, sem isto avtor, bom povedal. V bistvu govorijo te, kar sem prej povedal, da je vsak trenutek čudež, ampak da skozi neko traumo, skozi neko slabo doživeti, skozi teh, da nisi siguren v življenju, da te nekaj mori, a to moraš držati zase vedno in običajno je tako pri ljudeh. Ne smeš pokazati slabosti, moraš to trpeti. Čez vsa ta drn in strn pol odkriješ lepoto tih enostavnih trenutkov, in to je čudež. Ne zgolj en singel, ustvarjate več pesmi, v nastajanju so pesmi o ljudeh, o življenju, o sreči, nesreči, nekatere malo bolj čudaške, druge vesele. Kje črpate navdih? Vika, ne? Navdih je v bistvu, jaz sem dosti delam, veliko sem v studiu, veliko ustvarjam, veliko delam za druge, veliko delam, marsikatero ustvarjam, ampak pol so ti momenti, ki so osebni, ki so, ne vem, že rekel izpovedi, so pa iskreni v tem smislu, da ko napišem, sem v stanju mirovanja oziroma sem sam sabo in tem trenutku kar zaupam, ne. Zdaj, to niso glih tipično, bom rekel, rock'n'roll trenutki, to so ponotranjanja, razmišljanja, občutki in zaradi tega je ta plošča z Manuelo malce drugače, ona igra klavir, jaz imam to neko ekspresijo noter, neki pogovor sam s sabo mogoče, ampak s tem sigurno vem, da komuniciram z drugimi in je na ta način je nastala plošča, oziroma to je nabor takih pesmi. Skladbe so precej čustvene, emocionalne. Kaj bi rekli, kako pomemben je vajin odnos, da skladba zaživi v pravi luči? Nekoč ste dejali, da sta sorodni duši. Kaj pravite? Kaj ti meniš? A veš kaj, to je meni, jaz sem napisal tekst in glasbo sicer, sem imel osnove, ampak če ne bi imel partnerja tle, nekoga, ki bi mu dovolj zaupal, da lahko, to je občutljivi vez, kar se reče, če ne bi najdel pravega partnera, kot je ona v tem primeru, te pesmi ne bi dobile to neko obliko. Ne bi se strinjal, da so striktno čustvene. So taki pejzaži, da pripeljejo do nekih emotivnih zaključkov, ampak so tudi hudomušne stvari, oziroma one, ker so vse življenjske. Tako da ona je prispevala ta, bom rekel, glasbeni motiv na to mojo neko poezijo in to je bil razlog, da sva se odločila, da to... Tokčevo delo poznam že prek skupine Dan D, že tam sem sodelovala kot aranžerka, tako da približno poznam. Sva se tipala že nekaj časa in koronski čas je prišel, tle smo mogla, tle je bila idealna priložnost, da pa dajmo zdaj malo se videti kaj doma, tle smo se malo povohali in potem smo že hodili narediti plošče in pa potem so se ukrepi ukinili in je Dan D stopil na prvo mesto, mi smo šli v drugi plan, tako da zdaj je pa priložnost, da to obudimo in damo. Emanuela, vi govorite jezik črno-belih tipk. Kaj bi rekli, kako glasba, piana, klavirja oplemeniti besede poeta? Ja.
odvisno od skladbe. Recimo ta prva skladba, ki jo je poslal, taka čudaška, dolga skladba, tukaj je bil v bistvu kar izziv, zato ker je bilo potrebno v bistvu z glasbo prikazati besede. Tako da odvisno od skladbe. Tale je bila v bistvu največji izziv. Misliš Norajana? Norajana, ja. To je bil prvi. Tako, zelo čudaški in dolg komad. In ta je bil, ker nas je povezal, ker je dejansko ni tle noter je vsega, in čustvenega, in hudomušnega. In čudnih harmonij veliko. In čudnih harmonij, in norih gobic in vsega je tle noter. To je res bil kar izzivno. In je bil izziv, če smo to dali čez, je bilo vse drugo. Pa ne lažje, vsak motiv je res drugačen, ampak je bil pa, bom rekel, tehnično in drugače zafrknjen za logaj, tako da tle smo videli, da lahko grejo. Z nami sta že nekako delila, kako se je vajino sodelovanje začelo, pa nam morda zaupajte, kam želite, da vaju pot pelje naprej. Zdaj bova videla najprej, zdaj bova album izdala, potem verjetno kakšen koncert naredila. Če se ne motim, nas že 31.12. v Cankarjevem domu čaka prvi koncert, kjer bo ta ljubitelje dobre glasbe pospremila v novo leto. Kaj pripravljata? Ja, mislim, tole je v bistvu nabor teh komadov, sicer na CD-ju bo 9 pesmi, v živo bo jih 14 ali 15, 14 celo. Torej, to je 1 uro 10 nek čas, ki si ga obiskovalci lahko vzamejo, da se malce umirijo in pol doživijo ognjemet za novo leto. Mogoče kakšen se ljubijo potem boljše. Ampak, kar se tiče CD-ja, CD damo 6. januarja, da damo že ven in želja je, da v bistvu imamo čim več pilov za neke, mislim, ni nujno, da je zdaj to manjše občinstvo, ampak predstavljam si to nekih 200-300 ljudi, torej so neke lokacije, intimni prostori, ki mi lahko to naredimo kvalitetno, z neko estetiko, ko se pada s tem materialom in to moramo še postaviti na noge. Tako da bi svoje glasbene zgodbe širili po Sloveniji. Da bi ljudje lahko čim bolj podoživeli ta moment. Jaz sem prepričana, da bo ta svojo glasbo in s tem, kar ustvarjata, narisala marsikateri nasmeh na obraz, prižgala iskrice v očih. Pa mi za konec zaupajte, kaj je tisto, kar vama ogreje srce. Mene moj otrok. Mene pa Nikola, moj mož. Ona ima svojega otroka, jaz imam svojega. Za en trenutek čistega čudeža